Z menoj tukaj pa je ena prav posebna mešanica eteričnih olj, ki je že zelo, zelo dobro poznana in ki je v domu marsikoga, v naši Sloveniji. Zagotovo jo pozna, ocenjujemo že vsaj 5000 slovenskih družin. In sicer je to mešanica, ki vsebuje sivko, mešanica, ki vsebuje kafro, mešanica, ki vsebuje majaron, ilang, rimsko kamilico in nenazadnje tudi vetiver in tudi havajsko sandalovino in en kanček vanilijevega absoluta. Govorim seveda o Serenity mešanici, najbolj poznani cvetno-lesno mešanici, ki prinaša umirjenost, ki nas popelje v slajši in bolj trden spanec in je lahko uporabljena predvsem v prostoru, na aromatičen način in potem rečeno tudi na koži ali v kopeli. Tako da je primerna za celotno družino, nam pomaga že od malega naprej, pravzaprav smo jo dali že v kopel naše popolne dojenčice, zato da smo imeli lažjo in bolj trdno noč, trden spanec. Na drugi strani pa nam še danes velikokrat pomaga za sproščanje, pomaga nam tudi rečeno tukajle na predel pljuč, ko imamo tisti siten, dražeč občutek v grlu in kakor ne moreš nehati pokošljevati. Ali pa v tistem času, ko imamo kakšno nelagodje na koži, predvsem pa v času lune, ker nam še vedno včasih malo zabrenka in ponagaja. Tako da mešanico največkrat seveda uporabljamo v našem difuzorju. V difuzorju nas spremlja predvsem v večernem času, velikokrat kar sama, dostikrat ji tudi dodajamo še kakšnega od naštetih eteričnih olj, ki sem jih zdaj omenila, da si malo po svoje naredimo. Včasih celo dodamo malo bergamotke ali pa juniper berry, to se pravi brine. Velikokrat jo tudi uporabljamo na aromakitu za sprostilni učinek, tudi na splošno čez dan, na čustva ali pa v pasivnih difuzorjih, to so pač naravni materiali, ki jih lahko kamorkoli nesemo s seboj ali tudi če delamo v pisarni, jih postavimo zraven k računalniku. Na koži pa jo največkrat redčimo ravno z frakcioniranim kokosom ali pa kar našim nevtralnim losjonom in jo tako nanašamo bodisi na stopala vzdolž hrbtenice za pomirjanje ali na razdražen del kože ali kot pri omenjenih nelagodjih dihal, ali takrat, ko so nam še izraščali zobki in včasih pridejo taka nelagodja, da smo pač namazali na zunanjem delu, če ravno rimsko kamilice nismo imeli pri roki ali pa sivke, pač v tistem delu in je pač res pomirjujoča. Lahko si jo tudi date na prsi in potem, zdajle malo težje pokažem, naredite, tako da si predstavljate šotorček, to je še posebej super tehnika za naše otročke, ki so pač mogoče v kakšnem afektu ali se je kaj takšnega zgodilo v vrtcu, v šoli in je pač tak lušen način zabaven jim, da se pač malo umirijo, ker to že v pol minute deluje na najstarejši limbični del možganov in nas krasno, krasno umiri. Lahko seveda pripravimo tudi odlično razpršilko za posteljnino in to pošpricamo pač pri najmlajših, posteljnino ene 15 minut prej, preden grejo spat, ali dodamo še kar Serenity sam, v milo, ko se kopajo najmlajši, ali pa mi lahko pripravimo tudi odlično sprostilno solno kopel. Jaz sem si tukajle prav pripravila, da ne pozabim, velikokrat jih uporabljam, eterična olja tudi seveda v sušilnem stroju, ne samo pri pranju. Tako da recimo primeren način oziroma krasen način za to so recimo te volnene krogle, na katere lahko tudi damo recimo 10 minut pred koncem, zato da je aroma malo močnejša, še ostane gor, recimo Serenity, pa imamo potem posteljnino ali pa tista oblačila potem lepo dišeča, čisto pomirjevalno. Tako da Serenity je z nami vedno na poti, absolutno priporočam popolnoma vsaki družini, vsakemu posamezniku in je ena prvih čustvenih mešanic, ki se, kot vidite, lahko uporablja še na veliko ostalih načinov, lahko je tudi tvoj osebni parfum, tako da vsekakor nekaj, kar je primerno od malih pa do nas odraslih, tako da toplo priporočam, hkrati pa se veselim vseh vaših izkušenj s Serenityjem, za katere bom zelo, zelo hvaležna, če jih sedajle podelite tudi spodaj. Lep dan še naprej!